Blaž Račič, župan občine Jesenice, lepo pozdravljeni. Ja, dober dan, pozdrav tudi vam. Verjetno so vsi občani in občanke in vsi tisti, ki uporabljajo cesto skozi Jesenice, zelo veseli, ker je ponovno cesta odprta, sedaj pa je nekako pol leta potekal obvoz preko Prešernove ceste, kjer so potekala dela. Kako so dela potekala? Dela so, glede na to, da so potekala po zimi, sem kar zadovoljen zdaj s tem. Seveda tudi z otvoritvijo in da se je spet odprla ta naša glavna prometna žila skozi Jesenice. Vemo, da smo imeli zdaj pol leta ta obvoz, zato je bil moten tudi ritem oziroma delovanje mestnega potniškega prometa, pa seveda tudi drugih teh javnih prevozov, kar jaz upam, da ne bo na dolgi rok predstavljalo neke ovire, da bi se ljudje v prihodnje manj vozili s temi mestnimi avtobusi. Želja seveda naša je, da bi bilo tega čim več. Jaz upam, da bo zdaj ta nova cesta pripomogla tudi boljši, večji prometni varnosti. Seveda je pa vsaka investicija veliko vredna, je pa res, da je bilo potrebno kar nekaj potrpežljivosti v tem zadnjem letu naših prebivalcev. In kaj vse je bilo narejenega v teh pol leta? Kar se tega mostu tiče, se pravi, na most je bil narejen dostop na ta črni, tako imenovani črni most proti Hrenovici, naprej proti Stari Savi, je bil narejen na novo. Zdaj pločnik je nekoliko širši, v prihodnje bomo, upam, da lahko uredili tudi kolesarsko stezo. Vemo zdaj, da na tej cesti da stojijo ti kostanji, ki predstavljajo nekakšno lokalno znamenitost oziroma predstavljajo neko podobo tega okolja, tako da bomo v teh zadevah se še mogli naprej pogovarjati. Vemo tudi, da bo prihodnje leto, da se bosta gradila dva nova bloka na območju TVD Partizan. Za ta dva bloka bo treba urediti tudi nov priključek na cesto, na glavno cesto, tako da nas na tem področju še čaka kar nekaj dela. In čigava je bila investicija in kdo je bil izvajalec del? Zdaj smo pa najdla. Bila je to državna investicija in sicer v sklopu obnove železniške proge, gorenjske železniške proge. Zdaj za izvajalce ti pa točno ne znam povedati, da je bilo podjetje IPI. Pred dnevi ste odstopili kot podpredsednik sveta Gorenjske regije. Zakaj ste odstopili? Vprašanje morebitne lokacije za novo gorenjsko bolnišnico je za nas zelo pomembno vprašanje. Vemo vsi, da je v Jesenicah zdravstveno dejavnost, izvajamo že več kot 125 let bolnišnično dejavnost, več kot 70 let, da imamo številne razloge za to, da ohranjamo to dejavnost na Jesenicah. Eden od najpomembnejših razlogov, da sem odstopil z funkcije podpredsednika, pa je ta, da je tudi mestna občina Kranj naznanila oziroma ponudila lokacijo za novo bolnišnico. Žalosti me, da v Kranju nimajo posluha oziroma nočejo ali pa ne razumejo naših argumentov, s katerimi utemeljujemo ohranitev dejavnosti splošne bolnišnice na Jesenicah. Če samo nekoliko skiciram, v času nekdanje Jugoslavije samo v železarni delalo 7000 delavcev. Na Jesenicah imamo ta hip danes približno 7000 delovnih mest in če se iz tega okolja odvzame na bolnišnica, ki ima 700 delovnih mest, to je cirka desetina vseh, to pomeni zelo velik udarec za Jesenice. In tega nikakor ne moremo sprejeti in se bomo borili tudi naprej, da ta bolnišnica ostane na Jesenicah. Glede vašega vprašanja pa še to, če ima predsednik sveta Gorenjske regije drugačno stališče kot podpredsednik, mislim, da tudi kot podpredsednik ne morem slediti predsedniku, ki zagovarja drugačno rešitev, ki pa jeseniških argumentov in pa hkrati tudi enakomernega razvoja na Gorenjskem oziroma enakomernega razvoja vseh lokalnih okolij na Gorenjskem ne podpira na tak način kot na Jesenicah. V tem času je potekala tudi anketa in številne aktivnosti v zvezi regijsko-gorenjsko bolnišnico, da bi ostala na Jesenicah. Kakšen je bil rezultat te ankete? Zbirali smo podpise podpore, več kot 5000 podpisov smo zbrali in to je seveda pomembno sporočilo tudi za vse odločevalce, da je treba upoštevati tudi
glas ljudstva. Jaz verjamem, da se ljudje dobro zavedajo, kako pomembna je ta bolnišnica ne le za Jesenice, ampak za celotno regijo. Lahko pa dodam tudi to, da sem bil nedavno tudi na seji občinskega sveta občine Bovec. Gre za eno od 3 občin Zgornjega Posočja in prav iz občine Bovec smo dobili tudi njihovo podporo, saj pravijo nekako tako, vsak meter, ko je bolnišnica dlje od Jesenic, to pomeni, da je tudi dlje za prebivalce Bovca in s tem za prebivalce celotnega Zgornjega Posočja. In tudi zato je pomembno, da bolnišnica ostane na Jesenicah. No, vi pa tudi od mesec nazaj nimate več 2 podžupanov, imate samo enega. Dva sta bila, zdaj pa samo eden. Tako je. Odstavili ste Miha Rebolja. Zakaj ste ga odstavili? V čem je bil problem? No, nismo našli skupnega jezika pri določenih vprašanjih. In če sem konkreten, šlo je za vprašanje potrjevanja cen za obdelavo odpadkov na Mali Mežakli. Gospod Rebolj se s tem predlogom, ki smo ga predložili tudi občinskemu svetu, ni strinjal, niti se ni s tem predlogom strinjala svetniška skupina CMC in seveda je to razlog, glede na to, da gre za zelo pomembno vprašanje na Jesenicah, je to seveda razlog za razrešitev. Hvala za vaše odgovore. Prosim.